GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je 12. novembra 2015 pripravila veliki jesenski živilski seminar, namenjen vodjem razvoja, kakovosti in tehnologom živilskih podjetij ter drugim iz agroživilske verige, ki potrebujejo neprestano nadgradnjo znanj, ki ga morajo dokazovati nadzornim organom. Udeleženci so se seznanili s pregledom najpomembnejših strateških dokumentov, zakonodaje in trendov, govorili pa so tudi o zavezah odgovornosti živilsko-predelovalne industrije. Na kakšen način GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, izkoristi strokovne seminarje za informiranje podjetij o novostih s področja varovanja živil? Ja, pravzaprav na področju zagotavljanja varnosti živil se dejansko, dnevno dogajajo spremembe. Tako na zakonodajni plati, tako kot po strokovni plati. Zelo pomembno je, da v bistvu podjetja čim prej to informacijo prejmejo, zato da jo lahko implementirajo v svoj preventivni sistem in da te bistvene spremembe že v bistvu upoštevajo pri analizi tveganja. Pravzaprav, če definirajo relevantne tveganja in jih potem lahko tudi obvladujejo in na koncu zagotavljajo v bistvu varno hrano. Ali podjetjem priporočate udeležbo na vaših seminarjih? Ja, seveda, ker je pravzaprav to redno informiranje ključno, da izpolnjujejo vse zakonske zahteve in da tudi izpolnjujejo v bistvu vse sistemske zahteve po zagotavljanju varnosti živil. Kaj v praksi za podjetja pomenijo zaveze odgovornosti in kakšne so njihove prednosti oziroma učinki? Zaveze odgovornosti so pravzaprav zelo pomemben dosežek letošnjega leta. Veseli nas, da o zavezah govorijo ne samo mi kot Zbornica kmetijskih živilskih podjetij, ampak tudi ministri, tudi vodilni iz vladnih, nevladnih organizacij. To pomeni, da smo dosegli svoj namen. To je pravzaprav doprinos industrije k razpravam vezanih na prehrano in veseli nas, da zaveze podjetij, predvsem sektorja brezalkoholnih pijač, so usmerjene k doseganju ciljev strateškega dokumenta Republike Slovenije na področju prehranske politike. Which are the main achievements that you can expose from the commitments you are presenting at the seminar today? Well, the overall achievement that we've been successful in is increasing public health by making the Danes eat more whole grain products. And also, I would say it's a good achievement that we've managed to get the health NGOs and the government and the food industry to cooperate together towards the same goal. Kakšne so prednosti udeležbe na strokovnih seminarjih, kot je današnji, so obravnavane teme in predstavljene novosti tisto, kar ste pričakovali? Torej moram reči, da takili seminarji, kot je današnji, so za nas predstavnike industrije resnično dobrodošli. Teme so vedno aktualne in tudi današnja tema je aktualna. Vedno je dobrodošlo, da zvemo novosti z področja zakonodaje, da se morda tudi osebno lahko srečamo s predstavniki ministrstev, tukaj je to nam omogočeno. In pa tudi ostale teme, tako kot je danes tema reformulacije živil, vsekakor so aktualne in jaz moram reči, da tudi mi, jaz prihajam iz Žita, sledimo tem trendom, mi smo že pred časom prevetrili naša živila in nekako smo v trendu in v smernicah, kar se tiče vsebnosti tako soli kot transmaščobnih kislin. Na drugi strani sem pa vesela, da se govori tudi o sestavinah, ki so pa zaželene in dobrodošle v živilih, tako kot so recimo za nas peke zelo pomembne vlaknine in tudi tukaj smo nekaj o tem slišali, tako da mi smo zadovoljni.